Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blag si Gospod in usmiljen, potrpežljiv in velik v ljubezni, pravi današnji vstopni spev iz psalma 144. Blag si Gospod in usmiljen, to je tudi tema današnje Božje besede o izgubljenem sinu oziroma o usmiljenem očetu. Danes je sobota, 14. marec, pa se spominjamo tudi imenovanja mariborskega nadškofa, patra Alojzija Cvikla. 5 let je že nadškof v Mariboru. No, velikokrat je maševal pa tudi v tej kapeli jezuitske skupnosti v Dravljah, kjer se trenutno nahajamo. Kot običajno v začetku svete maše poglejmo vase, v svojo notranjost in prosimo Gospoda odpuščanja, da bi bil tudi z nami usmiljen, tako kot je bil usmiljen z izgubljenim sinom. Vsemogočni Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Neskončno dobri Bog, v svetih skrivnostih nam že na zemlji daješ delež nebeških darov. V tem življenju nas vodi po pravi poti, da pridemo k luči, ki v njej prebivaš. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pa prisluhnimo Božji besedi. Berilo je iz knjige preroka Miheja. Gospod, pasi svoje ljudstvo svojo palico, čredo svoje lastnine, ki osamela prebiva v gozdu sredi rodovitne dežele. Naj pasijo v Basanu in Galaadu, kakor v dneh starodavnosti. Daj nam videti čudežna dela, kakor v dneh, ko si šel iz Egipta. Kdo je Bog, kakor ti, ki odjemlješ krivico, ki odpuščaš greh ostanku svoje dediščine? Ne vztraja večno pri svoji jezi, zakaj všeč mu je usmiljenje. Zopet se nas bo usmilil, pod noge si bo vrgel našo krivdo, v globočino morja vse naše grehe. Izkaži Jakobu svojo zvestobo, Abrahamu svojo milost, kakor si obljubil našim očetom v dneh starodavnosti. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, usmiljen in milostljiv je Gospod. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Slavi moja duša Gospoda in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime. Slavi moja duša Gospoda, ne pozabljaj nobene njegovih dobrot. Usmiljen in milostljiv je Gospod. On odpušča vse tvoje krivde, ozdravlja vse tvoje slabosti, rešuje pogina tvoje življenje, te venča z milostjo in usmiljenjem. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Usmiljen in milostljiv je Gospod, potrpežljiv in zelo milosrčen, ne ravna z nami po naših grehih, ne vrača nam po naših krivdah. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako vse presega njegova milosrčnost. Kakor daleč je vzhod od zahoda, tako daleč od nas vrže naše pregrehe. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Nočem smrti grešnika, govori Gospod, ampak da se spreobrne in živi. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki so godrnjali, ta sprejema grešnike in z njim je. Povedal jim je pa to priliko. Neki človek je imel 2 sina. Mlajši izmed njih je rekel očetu: Oče, daj mi delež imetja, ki mi gre. In razdelil jima je imetje.
Malo dni zatem je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. In tam zapravil svoje imetje z razuzdanim življenjem. Ko je pa vse potrošil, je nastala v tistem kraju huda lakota in je začel stradati. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele in ta ga je poslal na svojo pristavo svinje past. In želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in rekel: koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v izobilju, jaz pa tukaj od lakote ginem. Vstal bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Sprejmi me kot katerega svojih najemnikov. In je vstal ter šel k svojemu očetu. Ko pa je bil še daleč, ga je zagledal njegov oče in milo se mu je storilo. In pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je pa rekel: oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je velel svojim služabnikom: brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite in dajte mu prsta na roko in čevlje na noge. In pripeljite pitano tele in ga zakolite in jejmo ter se veselimo. Ta moj sin je bil mrtev in je oživel. Je bil izgubljen in je najden. In začeli so se gostiti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in vprašal, kaj bi to bilo. Ta mu je rekel: tvoj brat je prišel in tvoj oče je zaklal pitano tele, ker ga je spet zdravega dobil. Ujezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je torej prišel ven in ga pogovarjal. Ta pa je očetu odgovoril: glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza. Pa meni nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je zapravil svoje imetje s hotnicami, si mu zaklal pitano tele. On mi je pa rekel: sin, ti si vedno pri meni in vse moje je tvoje. Gostiti in razveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tako je zgodbo, ki jo vsi zelo dobro poznamo, človeško gledano, verjetno bi najprej pomislili na to, kaj to pa res ni pravično, da je oče tako ravnal s starejšim sinom. No, prilika se imenuje tudi o izgubljenem sinu, čeprav bi lahko rekli, da pravzaprav govori o očetu. To je 15. poglavje Lukovega evangelija in pred tem imamo še dva prizora. In sicer prizor o izgubljeni ovci in prizor o izgubljeni drahmi, ki sta nekako uvod v ta, kot pravijo, središčno zgodbo Lukovega evangelija, ki govori o usmiljenem očetu. Očetu, ki brezpogojno ljubi. In tudi vabilo nam v tem postnem času, da bi znali tudi mi biti usmiljeni drug z drugim, da bi znali tudi mi sprejemati drug drugega, tako kot nas Gospod sprejema, kljub našim padcem, kljub naši grešnosti, naši nemoči. Gospod nas sprejema, tako kot izgubljenega sina z odprtimi rokami. Sprejema nas in želi, da pademo v njegov objem. Tako pa prosimo, da bi znali gledati to Božje obličje usmiljenega očeta. Brati in sestre, Jezus Kristus je za nas umrl na križu, da bi nas rešil greha in nam zaslužil milost za naše življenje.
Zaupanjem se obrnimo k njemu in ga prosimo. Gospod Jezus, pri krstu smo postali tvoja lastnina. Ne dopusti, da bi se z grehom kdaj ločili od tebe. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, pomagal si grešnikom in jih očiščeval grehov. Tudi nam pomagaj, da se bomo v dobri spovedi popolnoma vrnili k tebi. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, opogumni žalostne, dvigni potrte, vsem grešnikom pa daj milost, da se bodo vrnili k tebi, dobremu očetu. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, vzgaj nas, da bomo z molitvijo in s pokornostjo pomagali tistim, ki ne čutijo potrebe po spovedi in spreobrnitvi. Prosimo te, usliši nas. In prosimo te tudi za vse tiste, ki so zboleli za virusom, da bi čim prej ozdraveli. Prosimo te, usliši nas. Jezus, naš Gospod, milostljiv in usmiljen si do vsakega grešnika, ki ti v ponižnosti svojega srca prizna slabosti svojega življenja. Milostno poglej na naša spokorna srca, odpusti nam vse grehe in nas okrepi za lepše življenje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina naj bomo deležni Božje narave Kristusa, ki postal deležni naše človeške narave. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog spremi nas ponižne in skesanje in naj ti daj danes naše redite. Izmi Gospod na krivdo in očisti me grehu. Molite, brate in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Naj spreme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, to sveto pravilo naj v nas uresniči odrešenje. Varuje naj nas za blod v življenju in nas vrača na pravo pot, da ne zgrešimo večnih dobrin. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pred Gospodom. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res je spodobin je pravično, res je za nas veličavno in primirno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo. Gospod, nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te z vsemi angeli poveličujemo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem sinu, našemu Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo svetega duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postane telo in kri tvojega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.
Tako je po večerji vzel kelih. Se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje ostajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in gled v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napomni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico, Božjo Materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in učenci, svetim Rokom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosim, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v vere in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoje milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne gleda naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom, Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem reden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljenim na Gospodovo pustijo.
Veselimo se, naš brat je bil mrtev in je oživel. Izgubil se je in se je vrnil. Molimo. Dobri Oče, sveti zakrament, ki smo ga prijeli, naj nas popolnoma prevzame in nam da moč za novo življenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Tudi jaz vam želim, da bi nam Gospod dajal moč za novo življenje. Jutri bo nedelja, 3. postna nedelja, sveta maša bo prav tako tukaj, v tej jezuitski kapeli v Dravljah, ob 10. uri in jo lahko neposredno gledate, spremljate na Facebook strani Župnije Ljubljana Dravlje. Želim vam lep večer in naj bo Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite in ostanite v Gospodovem miru. Bogu hvala.